Veseli nas, da sta se prizadevanjem naše stranke skozi celotno volilno obdobje, ki pa se jeseni izteka, priključila iz kakršnih koli razlogov že poslanca Barbara Tavš Gajnar s polemiko s predsednikom vlade Janezom Ivanom Janšo o dveh upokojenskih položnicah, nekdanji minister za delo in poslanec Nove Slovenije, magister Janez Drobnič, pa s poslansko pobudo za upokojencem prijaznejše tolmačenje 150. člena pokojninskega zakona. Gre za znano in uveljavljeno dvakrat letno usklajevanje pokojnin z rastjo plač, parlament pa naj bi povedal, s katerimi, z bruto, z neto ali za upokojence ugodnejšimi, kar zakon pušča odprto. Trenutno gre za 2% razlike. Ob Zvezi upokojencev in seniorskih organizacijah vseh strank smo tudi v Desus dobili vrsto pisem upokojencev, ki so ogorčeni nad neokusno ponudbo predsednika vlade Janeza Ivana Janše, da bi dvema upokojenkama, pa še to le, če se prej javno predstavita, plačeval nekaj mesecev, to je do konca svojega mandata, njune položnice. Namesto, da bi se Janez Ivan Janša vsem prizadetim za izjavo, ki jo upokojenci ocenjujemo kot neokusno in povsem utujeno, najprej opravičil, nato pa več kot zasebnik Janez Ivan Janša naredil tokrat za vse revne v bogati Sloveniji kot predsednik vlade, kar bo še nekaj mesecev. Ne gre namreč samo za 689 ljudi, ki imajo nižje pokojnine od 100 evrov, 13.188 z nižjimi od 200 evrov, 24.662 z nižjimi od 300 evrov in 108.063 za manj kot 400 evri, vse bogati Sloveniji, ki se zadnjimi moralno vprašljivimi prevzemi podjetij tokrat dokončno še dodatno razslojuje. Res je, da so med najrevnejšimi prav upokojenci, vendar v Demokratični stranki upokojencev Slovenije terjamo najprej zaslužene dohodke za vse delojemalce, za sedanje in za nekdanje, in ne najprej izplačilo vrtoglavih dobičkov in za vsako ceno, namenjenih predvsem odplačevanju kreditov za najeta posojila za tako imenovane menedžerske odkupe podjetij. Cinično je, da si danes aktualni gospodarski in politični tajkuni z denarjem današnjih delojemalcev med seboj prodajajo in kupujejo podjetja, ki so jih 40 let ustvarjali in gradili današnji upokojenci. V Desus terjamo socialno državo, prevlado javnega zdravstva in javnega šolstva nad zasebnim. Veseli nas, da je nekdanji rektor Ljubljanske univerze in za večino Slovencev naš najuglednejši ekonomist Jože Mencinger prepoznal prav Desus za edino socialno-demokratsko stranko v Sloveniji, čeprav sta bili že dve, sedaj je še ena, ki ima zapisano socialno demokracijo v imenu, po mnenju profesorja Mencingerja in po našem prepričanju pa veljajo dejanja in ne besede.